Pozdravljeni. Pa smo nazaj pri osnovnih pojmih ravninske geometrije. Zdaj, pogledali smo si že ravnino, pa pogledali smo si že premico. Obstajajo pa še pač druge enote, ali kako bi rekli, drugi pojmi geometrije, ki jih moramo obdelati. In sicer prva stvar je polravnina. Zdaj, polravnina je takole, ne. Imamo eno ravnino in vzamemo premico čez to ravnino in ta premica, ki sicer leži v ravnini, ne, razdeli ravnino na dva dela. In en del, ki je omejen s premico, to je polravnina, ne. To je naša polravnina, na primer. Tale del je polravnina, drug del je pa druga polravnina, ne. Tale del. No, tole mi je malo šlo čez, ampak načeloma upam, da ste dojeli poanto, ne. Se pravi, polravnina je en del, polovica ravnine, ki jo omejuje na eni strani premica. Se pravi, vsaka premica, ki leži v ravnini, deli ravnino na dva dela, ki jo imenujemo polravnini. To je pa zapis za v zvezek, ne. Rob je tale premica, ki jo deli. Tako, ne. Zdaj pa poltrak. Poltrak je pa ista situacija, samo da je to pol premice. Se pravi, če imamo eno premico, jo razdelimo z eno točko, to je manjša enota, na pol, potem dobimo dva poltraka. En poltrak je tale del, to je poltrak. Drug poltrak je pa tale, drugi del, ne. Se pravi, točka in pa del poltraka. Tule sem še mogoče pozabila omeniti, polravnino isto označujemo kot ravnino, lahko z, ne vem, eno črko, veliko pisano. Poltrak pa isto kot premico, lahko dodamo recimo poltrak, naj bo to poltrak K. No, potem je še pa daljica. Daljica je pa na obeh straneh omejena črta, ne. To pomeni, če imamo premico in si na premici izberemo dve točki, ponavadi sta to A pa B, to sta taka klasični zadevi, a ne. Imamo zdaj A pa B točko in vmes med točko A in B je daljica. Tem točkam, ki omejujejo daljico, rečemo krajišči. Premici, ki pa nosi to daljico, mislim, da ni težka, ampak nosijo pa, in ji rečemo nosilka daljice AB. Okej. Se pravi, v zvezke si napišete, kaj je polravnina, kaj je poltrak, kaj je daljica, in tule je skica. Če rabite malo več časa, da prepišete, si me lahko ustavite, ne. To je pa lepo. Če vam v razredu narekujem, moram vedno ponavljati, tukaj pa date na pavzo in veselo prepišete. Upam, da ni preveč slovničnih napak, pa saj me boste popravili, saj me vedno popravite, ne. Tako. No, zdaj pa poglejmo dolžino daljice, a ne. Kaj je v bistvu dolžina daljice oziroma razdalja med dvema točkama. Zdaj, kako jo označimo? Dolžino daljice s krajiščema A in B označimo kot AB, nad njima pa narišemo eno tako ravno črto, ne. Da nekako označimo, glejte, to je točka A, to je točka B in dolžino damo za črto. V bistvu obstaja še pa ena oznaka, in sicer lahko rečemo tudi, da je to mali d od točke A in B. Se pravi, razdalja od točke A do B jo označimo s tem d-jem. D pride iz angleščine kot distance. Ali pa rečemo, to je dolžina daljice. Daljice nam pove, da je to črta, ne, pa od točke A in B. Obe oznake bom isto priznala, kakorkoli boste pisali, ne. Se pravi, razdalja med točkama A in B
je v bistvu kar isto kot dolžina daljice AB. To smo si tule napisali. Za dolžino smo si merske enote izmislili. In osnovna enota za dolžino je meter. Po čem vemo, da je enota osnovna? Ker ji nič ne dodamo in ne damo ji centi zraven, centimeter, milimeter ali pa kaj takega, nič ji ne dodamo. In zato je to osnovna enota. In iz osnovne enote potem pač izpeljemo vse ostale. Na primer milimeter, centimeter, decimeter in podobno. Zdaj pa, da ne bomo vedno teh nalog tako pisali pa reševali, sem se danes odločila, da bi si pogledali 2 spletne strani, kjer sta 2 taki zabavni vajici. Take sicer so bolj osnovnošolske, ampak mislim, da kaj več tu ne potrebujete, ne. To je pač to. Pa gremo kar pogledat na našo prvo to vajico, ali kako bi rekla, ne. In sicer prva vajica je ena taka luštna ocena, koliko sploh nam te mere pomenijo, ne. Včasih, ko pretvarjate, napišete, ne vem, 3 kilometre je isto kot 0,3 milimetre. Zato, ker pač rečete, vejica, 3 vejice, 3 vejice dam, enkrat levo, enkrat v desno, pa nič ne razmislite, ne. Jaz mislim, da je boljše, da še malo vseeno premislite, a je to taka količina ali ni taka količina, ne. Zato, da ne boste kvasili neumnosti, ne. Tako. No, poglejmo zdaj, kako bi tole rešili, a ne. Recimo, tule iz seznama na desni strani izberi tisto besedo, ki ustreza na levi. Okej. Jaz, kako se lotim teh nalog, je tisto, kar 100% vem, da bo v redu, ne. Recimo, poglejmo, meter. Meter ima tule 100 centimetrov, ne, to vem. To vem, da to ne morem zgrešiti, ne. Ker sem se to dosti učila. Okej. Potem imamo decimeter. To je recimo, ne vem, 10 centimetrov, če bo kje. Imamo tule. Potem kilometer. Kilometer bi jaz rekla, da je 1000 metrov. Takole. Okej. No, zdaj so nam pa ostale še tako svinčnik, debelina, korak, višina učilnice, širina vrat, ne. In poglejmo zdaj, kaj bi rekli za korak. Korak. Zdaj, 1 meter je kar veliko, ne. 1 centimeter več stopimo. 15 centimetrov. 15 centimetrov je pa zelo mali korak, tako kot da bi bilo stopalo, tako malo tudi ne hodimo. Recimo pol metra, bi jaz rekla. Okej. Bomo pol videli, če nam bo kaka nesmisel, ostalo bomo pa še zamenjali. Debelina prsta, ga kar preverimo. Ja, 1 meter ni, ne, 15 centimetrov tudi ne. 1 centimeter bi bil po moje ustrezen. Potem imamo svinčnik. 4 metre je kar velik svinčnik, ne. 1 meter bi še tudi bil velik, 10 metrov sploh prevelik, evo 15 centimetrov potem damo za svinčnik, ne. To je nekje peresnica ali pa kaj takega velikost. Okej. Dolžina učilnice. Če bi tule pogledala pri meni v kakem prostoru sem, pol bi bil 1 meter čisto ustrezna ocena, ne. Ampak v taki učilnici, ko je pa 30 ljudi, ne, pa 10 metrov, če si zdaj predstavljamo 20 korakov iz ene strani na drugo, kar v redu, ne. Širina vrat, približno 4 metre ali pa približno 1 meter nam je še ostalo. Bom rekla 1 meter, ne, razen če niso garažna. Višina učilnice pa 4 metre, ne, to se da dobro zadihati. Tu pri nas doma, ne, če smo pa doma v navadnem stanovanju, je pa kaj 2 metra 20 centimetrov. Okej, pa si preverimo rešitve, ne, upam, da bo tako, kot je treba. Evo, kako prijazno. Tvoj rezultat je 100%, znaš, čestitamo. Super, v redu. Pa gremo še na eno izmed naslednjih vaj. To bomo pa bolj tako po matematično res pretvarjali. Poglejmo si. Zdaj, vedno, kadar pogledate to tabelo, ne, malo ocenite, ali greste iz večje v manjšo enoto, se pravi 2 metra. Potem preverite, koliko meter ima centimetrov, recimo 100 centimetrov je 1 meter.
In potem, če greste iz večje v manjšo, pomnožite. Se pravi 2 krat 100 bo 200. Isto, ne? 1 meter je 10 decimetrov, krat 7 je 70. Saj vidite, pa zelo lepo ponudi tole, da imate samo 2 možnosti, ne? No, zdaj pa, če imamo pa malo več, ne? Malo večjo enoto, dobro, tu je 1 meter v milimeter. Lahko greste pa tudi postopoma, ne? 1 meter je 10 decimetrov, se pravi krat 10. Pa 1 decimeter je 10 centimetrov, date še krat 10. Pa 1 centimeter je 10 milimetrov, date še krat 10. Ali pa, če kar veste, da je to 1000. Tu bom zdaj malo pohitela, 40 krat 10 je 400, 15 metrov je koliko decimetrov, je 150, 3 decimetre koliko je milimetrov, ne? Tukaj, ta prehod je zdaj mogoče malo neklasičen, iz metra v milimetre je še nekako šlo. V decimeter do milimeter greste pa postopoma. 1 decimeter ima 10 centimetrov, se pravi, gremo za en korak. Potem še pa do milimetrov je še pa en korak, se pravi, bo 300. 9 decimetrov je 90 centimetrov, 80 decimetrov je koliko metrov. Tu pa pazite, zdaj gremo pa iz manjše v večjo. To je pa zdaj, moramo deliti, ne? Zato, ker je 1 meter je 10 decimetrov in zdaj delimo z 10 in dobimo 8. Decimetri v centimetre je spet v večjo, da bom šla malo hitreje, ne? Decimetri v milimetre, se pravi 1 nič za centimetre zraven, pa še 1 nič za milimetre zraven, ne? 1 centimeter ima 10 milimetrov, 60 centimetrov ima 6 decimetrov, 900 centimetrov je 9 metrov, 34 centimetrov je pa 340 milimetrov in 520 centimetrov je 52 decimetrov. A si preverimo? Jo, super, 100%. Nič se ne sekirajte, če imate malo manj, poskusite znova, da bo 100%. Tudi jaz v srednji šoli nisem imela vse 100%. Tam do 95 je pa šlo, ne. Tako, to so bile zdaj te bolj take zabavne naloge. Potem bomo si pa pogledali naprej še, kaj še lahko pri geometriji počnemo. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si pogledajte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!